Tokrat smo se ustavili pri Janezu Rozmanu, poznanem kot tiskarju, predavatelju, obenem pa predstavlja zgodovino tiskarstva in pa Slovenijo ne samo doma, temveč po celi Evropi. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Na začetku bi rekel za gledalce, kateri me ne poznajo, da me bolj poznajo pod Mojster Janez. Kajti kot Mojster Janez nastopam na vseh teh prireditvah po deželi Kranjski in pa seveda tudi Evropi, na srednjeveških prireditvah in pa tudi na turističnih borzah. Lahko se pohvalim, da v mojih 20 letih delovanja sem že obiskal vse turistične borze v Evropi, od Ženeve, Milana, Študgarta in tako naprej, in pa tudi to po 2-krat ali pa 3-krat, in seveda predstavljal bogato zgodovino tiskarstva. Kajti jaz zgodovino tiskarstva predstavljam skozi Prešerna, Gutenberga in pa vse vmes. To se pravi, najbolj priljubljen je pa tisti, ki nas je naučil slovenskega jezika, Primož Trubar. In seveda tudi po Trubarjevih poteh, od Reutlingena, Batureha, Deredingena in pa vsega tega smo še šli in tudi predstavljali pač tiskarstvo in pa seveda slovensko knjigo. In potem vsakemu nekako ste na Blejskem gradu dali za spomin, ste nekaj odtiskali, kadar so hodili turisti od blizu, daleč. Pomembnost mojega dela je v tem, da vsak praktično obiskovalec, vsak turist more nekaj odnesti s seboj. In moja poanta je v tem, da ne samo da jaz ponujam oziroma prodajam ali karkoli, ne se v moje izdelke, spominke in tako naprej, ampak da jih turisti praktično polovično vsaj sami naredijo. To se pravi, če vzamemo tiskarstvo, imam rekonstrukcijo Gutenbergove tiskalnice, na kateri praktično na ročno izdelan papir odtisnem motiv, ne si bo to Bleda ali pa kakšnega drugega odtisa in se potem praktično tudi podpišem na ta list in pa seveda tudi dam še pečat z vročim voskom in seveda to odnesemo v mapici, tako rekoč odnese turist s seboj domov. Kajti moja poanta je v tem, da turist mora nekaj početi, ne samo gledati. To se pravi, mora nekaj početi, da se bo še bolj zapomnil stvari, katere je doživel v deželi Kranjski, naši Sloveniji lepi. No, na Zgoši pa poteka tudi izobraževanje, ko vas obiskujejo mladi, pa verjetno tudi upokojenci, različna populacija ljudi in seveda potem jih verjetno naučite, kako tiskate. Seveda, tukaj v tem prostoru praktično je veliko stvari, katere se dogajajo in v tistem kratkem času, kateri si namenijo obiskovalci, da pridejo sem, se tudi ne morejo vse pokazati. Kajti odločamo se v takih obiskih, če je šolska skupina, imajo na razpolago 1 uro ali pa 4 ure in seveda v teh urah jim pokažemo določene stvari. Če imajo pa več časa, si pa tudi lahko izdelajo ročno izdelan papir, si lahko potem sestavijo skupaj Trubarjev abecedarij, ga oplatničijo in ga odnesejo s seboj domov in pa seveda za tisto, kar se jim pove, tisto, kar jih potem, da se ne zapomnijo, dobijo zraven še eno posvetilo, katero se potem lahko vse te podatke najdejo gor. Je pa seveda zelo široka dejavnost tukaj noter. Tukaj dejansko, ko bo šla potem naprej pogledati, je kostumska soba, v kateri so kostumi, ki si lahko učenci, če hočejo, tudi kostumirajo. Potem imamo recimo tole knjižnico, v kateri se lahko izgledajo knjige od zgodovine tiskarstva do srednjega veka, Prešerna, Gutenberga in tako naprej. Tudi nekaj zelo redkih knjig imam, so knjige, katere rekoč vsebujejo kaligrafijo, kajti moja partnerka se ukvarja s kaligrafijo in tudi učencem potem ime napiše na to staro pisavo. In seveda tudi knjigoveštvo, izdelava knjig. Potem imamo še usnjarski kotiček, v katerem se praktično izdelujejo razne torbice in take stvari. In pa potem seveda tudi še ročna izdelava papirja, tiskarstvo in pa seveda marsikoga zanima zbirka starih tiskarskih strojev, katera bo tudi še v nadaljevanju si pogledala. Marsikdaj si kakšen pravi, ja, imam samo 45 minut časa za to pogledati, ampak potem se pa kar po 3-4 ure tle. Kajti na enem mestu, kot je, toliko stvari zbranih se, v kateri lahko res čudijo, da je to.
Ste pa najbolj poznani po imenu Mojster Janez, kaj ne? Tako je, najbolj me poznajo pod Mojster Janez, človek z brado, držim se praktično že 20 let iste kostumacije in seveda določeno kostumacijo samo spreminjam ob naročenih mojih nastopih. Recimo, če predstavljam Valvazorja, se oblečem v Valvazorja. Ker je pa, moram reči tako, da je črna umetnost nekako bolj švoh plačana, a ne? Moram pa potem ob koncu leta, da dofilam proračun, a ne, potem še iti pomagati Božičku, pomagati Miklavžu in pa Dedku Mrazu, a ne? In pa seveda, da se potem ta proračun pogliha. Letos me moram pohvaliti, da sem to dejavnost koliko bolj mal izvajal, kar je zdaj zaradi te korone, ampak vseglih sem sodeloval pri nastopu Mercatorja in sem bil praktično eden od 5 božičkov, kateri smo obiskali nekaj tisoč otrok na domovih in jim izdali darila. To mi je tudi nekako v ponos. In pa seveda žal mi je, da na šoli v Kranju, glasbeni šoli, kot vsak leto že pridem kot Miklavž, letos pač nisem mogel priti in se predstavilo za drugo leto. Hvala za pogovor in ker ste nas popeljali v zgodovino tiskarstva, zbirateljstva, skratka vse tisto, kar radi delate.